In seveda, kot puščava pogreša dež, tako smo tudi mi na Radio Fantasy pogrešali našega Žigo, zadnjega izpadlega tekmovalca Kmetije. Mislim, trenutno izpadlega. Čak. Trenutno izpadlega. Trenutno izpadle. Evo sem, da pozdravljam živo mami. Ahaj. Ja, mi imamo še tukaj social, pa je treba vse to narediti. Žiga. Lep pozdrav, zopet. Joj, spet si naredil štalo na kmetiji. No. Ja, zdaj, zato greš tja, ne, da narediš štalo. Ja. Zdaj, videla sem, da so te zmerjali z psihopatom na družbenih omrežjih. Ni da ni kaj vse niso povedali o tebi. Baje, da si izvajal psihično nasilje nad tekmovalci, to je tudi Carmen zadnjič povedala, in da si dobil celo 2 opozorili. Eno, drugače. Evo, čim zine zlaže. Joj. Ok, dajva zdaj mi dva malo razpucati stvari. Aha. Kaj je bilo s temi opozorili? In psihičnim nasiljem? Ja. Ti, nedolžen človek, halo? Ja, veš, to je tako kot pri eksorcizmu, a ne? Ko ti na nekoga poliješ sveto vodo, se on cvre. Ne bom nič kaj tako velik. Pač kaj čem reči? A veš, če ti nekomu nastaviš ogledalo in se on ujame v svoje manipulacije, pa ni hujšega. In jaz verjamem, da je to za nekoga psihično nasilje, ko, razumeš, mora pogoltniti svoje manipulacije. Pa se eni težko goltajo. No, zdaj ne vem, jaz teh izkušenj nimam, imam pozitivne izkušnje, no sem. Ampak lej, jaz rečem, kdor je šel ven iz te igre, a ne, z nekimi zamerami, jaz nimam besed. No, ampak sam si rekel, da tale naša kmetija, ne, je kar velik šov, kjer so maske padle. Že zdavnaj. Meni se je sem frizura spremenila. Te rastejo laski, nenormalno. Ampak ne, kaj si mislil s tem, da so maske padle? Od prvega dneva ali od teh, ki jih recimo poznamo že od prej? Ali kako? To je tako kot v življenju, a ne? Ti imaš neko predstavo o sebi, katero želiš drugim prodati. Mi skozi sebe prodajamo, a ne? Seveda. Ja? Včasih za dober narod, včasih za slabši. Tako je. Zdaj pa ta vloga, ta koreografija, ki ti predstavljaš svetu, drugim, gledalcem, soigralcem, karkoli, a ne? Zdaj čisto odvisno, koliko si ti ustrajen, da to furaš. No, ampak čakaj, če greva direktno na kmetijo. Ja, govorimo o kmetiji. Kmetija in maske so padle, koga točno si s tem mislil? Pokaž s prstom na njega. Mislim, večino, ne? Ker vsak je na začetku prva 2 dni, ne? Je on predstavil sebe v neki luči, v kateri je on želel, da pokaže sebe Sloveniji in soigralcem. In zdaj pač, jaz sam nisem hotel igrati z nekimi maskami, ker jaz tak sem, ti mene poznaš, jaz sem tak zunaj in tak sem bil noter. Tako je. Ker jaz pravim, če že lažeš, ne, problem pri laganju je to, da si moraš zapomniti, kaj si komu rekel. Meni se tega ne da, niti nimam toliko spomina, da bi za vsakega vedel, kaj sem mu rekel, in zato pač meni se ne da lagati. Ne. In ko ti ne lažeš in ko sploh enkrat ne uporabljaš belih laži, to zgleda ful grozen. To zgleda, kada, ne vem, psihično nasilje nad nekoga, nad ljudmi, ki so navajeni besede zavite v celofane, peski v očeh in kaj češ? Ok, in kdo je imel recimo za tebe največjo masko gor v kmetiji? Največjo masko? Kdo je najbolj igral? Top, Žan mi je bil top. Žan, Jan, ona dva sta bila mojstra mask. Ja? To so vsak teden neke nove maske, neke igre nove, neke taktike. In jaz, zdaj, ko to gledam, jaz sem navdušen. Res? AGRFT, torej za njiju 2? Mislim, dobro, ne bi ona dva naredila zaradi slovenščine, ampak ne, se ona dva sta Slovenca, drugače, zore. A veš? Ja, sta. Ne, ona dva sta meni res, ona dva sta meni tako zanimiva, zabavna. Pa zanimivo, ne? Ker 2 sta. Pa tako je, lej, ne? Ja. A si predstavljaš, da bi bila jaz krat 2 ali pa ti krat 2? Ne, to pa ne. Svet ne bi tega preživel. Bi šel čez ograjo. Žiga, narediva pikico pauze. Deva. Pol pa se vrneva k psihopatu Žigi. Nehi, prosim. Pa ja, no, dejno. Morava tega psihopata obdelati. Deva.
No, pa smo nazaj v štali tedna z našim Žigo, trenutno izpadlim tekmovalcem iz resničnostnega šova Kmetija. Žiga, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro, jaz bi rekel bolj neresničnostnega. Neresničnostni šov. Le zakaj? Povej, čemu? Resnica je zunaj ograde. Aha. Ja, Karmen je zadnjič odpovedala, da recimo so jo vmes odpeljali v bolnišnico. In tega ni bilo prikazanega. Definitivno ne. Koliko stvari takih mogoče ni bilo niti prikazanih zdaj v samem šovu? Ogromno. Moramo se prvo zavedati, da so to bile, mislim, da več ekip s kamermani, ki so istočasno na različnih lokacijah, v različnih skupinah ljudi, različnih družinah, snemali istočasno. In tega materiala je v enem dnevu za 3 dni. Aha. In zdaj, a veš, kako izluščati ven tiste zanimive? Jaz si ne morem predstavljati, kako nek urednik določa, a veš, to je enih zanimivih stvari bilo, a ne? Tako da jaz veliko enih stvari pogrešam iz moje strani, ampak pa ne bi bilo prostora za druge. Dobro, ampak recimo, katero stvar bi ti si želel, da bi bila prikazana v Kmetiji? Joj, jaz sem delal en odsek od zeliščarstvu, ker sem se metal po tleh, pa ne vem kaj še vse, pa prevale delal. To je bilo zanimivo, kar sem jaz delal. Jaz sem skozi ustvaril nek content, ampak ker so bile drame bolj zanimive, je pač to... Ja, drama je gledana, ne? In tudi recimo ta s tvojim psihopatom, kot so te nekateri označili, sploh misliš v komentarjih, da so me označili? Mislim, spletno nasilje je zadnje čase zelo popularno. In mogoče... Dokaz dekadence. Ja, in zdaj mogoče deva tukaj povedati, no, da spletno nasilje ni kul, tako da dajte se zadržati za sebe. Če kdo v meni videl psihopata, to pove več o njegovem pogledu kot o meni, ne? Kaj si zdaj ti? Jaz vem, kdo sem. Jaz sem človek, ki čuti, ki razmišlja in ki stoji za svojimi odločitvami. Zdaj, če sem jaz bil direkten, to zdaj ne pomeni, da sem psihopat. Ker ljudje se bojijo resnice. Ljudje boli resnica in težko je sprejeti resnico. Ampak, a veš, Žiga, glede na to, da mi da se pač poznava, ne? Mene marsikdo vpraša, a je Žiga res... Tak duhovnik. Ja, a je Žiga res tak? Zamudila sem 2-3 leta, ker se nismo vmes del časa videvala. To je res, ampak jaz vedno pravim, da Žiga je Žiga takšen, kot je. Je pa res, da je mogoče v vseh teh letih tudi mečkan zrastu na duhovnem področju. V Florjana. Tako. Ja. Ampak, kaj pa če zdaj dava špego? Ja. Kaj pa boš ti rekel za mene? Koliko sem se jaz spremenila od takrat do zdaj? Zrasla nisi. Hvala, Žiga. In se vemo, ti si tako pač nižje rasti, ne? To pomeni, strupi so vedno v majhnih flaškah. Tako da ta jakost mogoče strupa je kvečem bolj dozorela. Se veš, kako alkohol zori, ne? V bistvu je boljši. Ja, z leti, ne? Ja. Vse, če ne z leti, pa s tableti. O, grozen. A ni to grozen? Ampak, če se vrnemo zdaj spet nazaj na Kmetijo. Deva reči do konca o tem spletnem nasilju. Ja, prosim. Res, ker ta bullying, jaz se razumem, včasih je bilo to enostavno. Redko kdo se je opogumil, imel jajca dejansko in rekel, ti si pa to. In pol z njim lahko razvijaš neko debato. Spletno nasilje je pa enosmerna komunikacija, kjer nekdo vrže en kup enega dreka, ponavadi to so ljudje, ki te ne poznajo. Absolutno. Ponavadi so to ljudje, ki v tebi vidijo neki sebe. To so ljudje, ki so sami maltretirani in želijo maltretirati naprej. In v bistvu, ko jaz vidim toliko enega gneva, toliko enega spletnega nasilja, pa ne govorim zame, jaz sem v bistvu še najmanj negativno komentiran lik, kakor vidim. Ne? Realno. Jaz, ko sem šel jaz sem bil navdušen, ne vem, koliko 500 komentarjev pozitivnih. Pač to je bilo res, vsi so to opazili. Pa pustimo mene. In jaz vidim, kako zdaj ta situacija z Urško in Žanom. Ne? To se mi zdi to se mi zdi čisto nepotrebno in neodraslo in nedoraslo. Res je, da se te stvari dogajajo na televiziji in mi bi mogli glih izkoristiti ta moment, da opozorimo, stop, to ni okej. Kaj bom jaz naredil, vsak
posameznik sam, da bo boljši, da bo lepši. No, ampak zdaj tudi recimo, kar se Urške tiče, ne? Ona je priznala, da v bistvu po samem šovu sta z Žanom glih cel teden zdržala skupaj. Potem pa To sem predvideval. smo vsi. Ampak dejstvo je, da otroka glih s kar enim imeti tudi glih ne gre. Ne? Mislim, usoda je, jaz verjamem v usodo. Jaz verjamem, da se je tudi to nekaj zgodilo, ta situacija, da bo ta oba nekaj odnesla tega. Ampak čakaj, Žan nima otrok? Ne. Jan jih pa ima. Jan ima enega otroka. Enega, ne? Okay. V redu, se pravi, družine iz kmetije nismo obdržali. V smislu pač ne. Ja, razumem. Tako, ampak me pa vseeno zanima, Razširjeno družino, misliš reči? recimo temu Ja. tako. Žiga, kako bi pa ti odreagiral, če bi recimo v kmetiji Spočel nekaj. tako? Jaz bi rekel, da je bilo brezmadežno. Definitivno. Definitivno. Ja. Ej, koliko je bilo kakati na Štrbunk? V redu, ker pač drugače kakanje na Štrbunk je v bistvu eno bolj zdravo kakanje, a ne? Ker ne vem, če veš, toliko enega raka prostate pride tudi zaradi tega, ker imamo napačno školjko, ker imamo previsoko in fajn je, da si kupite pručko, da malo dvignete noge, zato da ne zastaja blato tam. Tudi, ja, lej, če si že odprla temo, mogoče malo vem o tej zadevi. Ne, jaz masaža hočem, prostate, organiziram delavnico za vse žene, ki želite, da so vaši možovi bolj agilni. Tako da, lej, jaz... Čakaj, Žiga, ti se moraš zdaj osredotočiti. Ali Ja, boš sorry. startov, ali boš babica, ali boš masiral prostate, ali boš... Jaz imam Kaj? cel življenje časa. Ok, se pravi, najbolj, da naredimo kaj? Rubriko Žiga zdravi. Ne upaš. Bova predala informacijo naprej našim odgovornim urednikom. Pa Enkrat mogoče... na teden se ti lahko javim z zanimivostmi, po kakimi Odlično. posnetki, reportažami. Vidim, da ta kmetija te je res spremenila, ampak Renesansa. na boljš. Hvala ti. Tako da, Žiga, naj ti laski rastejo še naprej in seveda pridi tudi v goste Ko še mor kaj. izpadejo lasje in se name obrne, jaz imam svoj protokol. Tako da, Okay. hvala Šuši. Ja, malenkost, vidimo, In pa- čujemo. Zaslužena nagrada, da ste imeli 2 dni nazaj en dan. Tako v soboto. Bravo, lej, moj poklon, lušna si. Hvala lepa. Hvala lepa. Se vidiva, slišiva naslednji teden? Ja, seveda. Ajde, važi. Dragi poslušalci, vi pa zdaj ostanite z nami, prihaja še kaj zanimivega.